Avto in vožnja je ena zelo hvaležna in zelo uporabna primerjava. Na hitro nizam nekaj primerov, ki jih uporabljam tudi v praksi, malce za hec, pa malce za res. A ste že kdaj pomislili na to, prvič, da je dejansko avto spovednica na kolesih? To je idealen čas in prostor, da lahko malo razmislimo, da se malo pogovorimo sami s sabo, da stečejo kakšni poglobljeni, iskreni, umirjeni pogovori, tudi z nekom drugim, z neko tretjo osebo, in pa takrat si lahko velikokrat kaj priznamo, kar si sicer ne. Naprimer to, da radi prepevamo, pa nam je drugače nerodno, tako da poleg tuša lahko prepevamo edino še v avtu. Drugič, avto nam predstavlja in vožnja tudi eno tako sprostitev. To se velikokrat zgodi takrat, kadar nam pravzaprav ni čisto jasno, kako smo se pripeljali iz točke A do B, pa čeprav bi radi obudili pot, ki smo jo prevozili, to je enostavno zato, ko se zelo sprostimo, da nam kar majčkeno varovalko izključi. Je res tak prijeten občutek. Ali pa na rdeči semaforju. Takrat se tudi lahko umirimo, pa majčkeno zasanjamo. Rdeča na semaforju in mirovanje pa je tudi zelo dober pokazatelj, vkolikor ste v avtu s svojim partnerjem, partnerko, na kakšni točki je vajina zveza. Saj veste, ne? Vsi tisti sveži zaljubljenci, kako čist vsak postanek, vsako rdečo na semaforju izkoristijo za to, da se majčkeno pobožajo, pa majčkeno požgečkajo, pa majčkeno gledajo, pa majčkeno ljubčkajo. Bodite na to pozorni, ko pa gledate kakšne bolj zrele pare, ki so že nekaj časa skupaj, pa vidite, kako vsak zelo dolgočaseno bolšči v svojo smer ob rdeči na semaforju in na koncu vidiš, da se vsakemu od njih zdi še tisti pešec, kolesar, peška bolj zanimiv in bolščijo v tišini taki napetosti, ki se jo da po moje razrezati nekam v stran in ven. Potem, na primer, navigacija. Zagotovo jo imate v avtu. Od nje bi se morali učiti pravilne komunikacije. Še posebej spet do partnerjev. Ponavadi je kako v avtu, ne? Eden zgreši, tisti, ki vozi, ali pa se kaj zmoti, pa narobe zavije, ali pa pozabi zaviti in tisti zraven gre v luft, ne? Pa tam bi mogla zaviti, ali pa ona, kako si vozil, ne, in gre spet iz nič do plafona, v dretje, v očitke, v pametovanje, poučevanje. Ne. Dejte tako kot Garmin. Naredite napako in tisti zraven mora biti nič hude, vse je v redu, preračunavam, kar pojdite še naravnost. Bomo pa čez 3 minute in naslednjih 300 metrov zavili zopet desno. Vidite, tako se dela, ne pa kar takoj nadirati, na polno, iz nič. Veste, kakšna napetost to rata v avtu. Pa o tem sem tudi, mislim, da že enkrat govorila. Torej, to strašno pametovanje. Mi imamo res izjemno težnjo potem, ne. Mi smo zatrdno odločeni, da mi bomo druge učili o vožnji in o tem, kako je prav voziti in kako se mora voziti in kako naj se v prometu stvari odvijajo. In se neprestano nekaj jezimo in pričakujemo od drugih in sami ne dopuščamo. Dajte pogledati obraze, ali so zdolgočaseni, ali so pa zelo jeznoriti. Vožnja je tudi en izjemen pripomoček, kako se krotimo in učimo obvladati svojo jezo. Kako pa to naredimo? S tem smo pa že pri naslednji točki, s preokvirjanjem misli. Dajte naslednjič, preden se na polno ujezite in začnete preklinjati in ne vem kaj vse kazati tistemu nekomu v sosednjem avtu, dajte pomisliti, mogoče pa ni samo nesramen, nesramna, ker me ni spustil ali pa ker je izsilil, pa poglej, kako vozi, kaj pa misli, da je. Dajmo vse te misli preokvirjati in naslednjič si rečete, revež. Mogoče pa ravnokar prijel neko čudno novico, veselo, slabo in je ves iz sebe in zdaj sploh ne ve, kaj dela. Naj dobro uredi. Ali pa, kako pa ta divja, poglej, kako je primitiven. Ne, mogoče ima pa v avtu nosečnico, ki rojeva, mogoče ga pa čaka žena, ki rojeva in upa, da bo ujel ta slavnostni trenutek. Vidite, preusmerjajte misli. Dajte ustvariti neko zgodbo, uporabimo svojo domišljijo tukaj v plus. Morda se je zgodilo nekaj, morda je nekaj v ozadju, česar ne vemo in vpliva
na ravnanje in delovanje te osebe. In to, da se mi na to njegovo delovanje ujezimo, s tem ne naredimo nič. Še celo sebi škodimo, ker bomo mi razrvali našo energijo in jo še nosili in trosili naokrog. Še posebej si predstavljate, da imamo otroke s sabo v avtu in poslušajo kletvice in se navzamejo te naše živčnosti. In s tem smo že pri naslednji točki. Odlična je vožnja, da jo izkoristite za pogovor z otrokom. Da to nastane nek tak intimen in zaupen trenutek, ko si izmenjate malo kakšne misli, ideje, čustva, se pogovorite, kako je kaj bilo, ampak to tako, s pristnim zanimanjem, ne samo s tistim vprašanjem kot živijo, kako si, ne, enako otrok, kako je bilo v šoli. Ne, naj vas res zanima. Povprašajte kaj in mogoče boste veliko izvedeli in ugotovili, s kakšnim veseljem se z vami pogovarjajo. Res je pa tudi to, zdaj sem rekla, ne preklinjati. Velikokrat strankam pa celo rečem, ne izkoristijo avto, grejo nekam na samo in dajo vse tisto, kar jih teži iz sebe. Naj res rjujejo, kričijo na glas in prekovnajo vse, uporabijo vse kletvice, kar jih poznajo, od začetka do konca. Odličen pripomoček spet avto za sproščanje svojih ventilov. Pa še za nekaj lahko izkoristimo avto v vožnjo. Ko smo v avtu izpostavljeni, ampak hkrati dovolj dobro skriti, ker nas recimo ljudje lahko vidijo, ne morejo nas pa slišati. Ja, idealno. Dajte nastopati v avtu, dajte kaj povedati, dajte kaj izvaditi. No, pa res je tukaj zaustavim. Veliko enih idej že. Avtomobili so res izvrsten pripomoček. Dajmo jih uporabljati v svoj plus. Ne samo, da prijemo od točke A do B, ampak tudi, da se boljš počutimo. A ja, pa na vožnjo se koncentrirajte.